čakalne dobe in čakalne vrste. Kar je na čakalnih dobah bilo narejeno, je seveda to, da smo enkrat prišli do tega, da jih objavimo, da pacijente obvestimo preko interneta in preko časopisa za zdravje, kakšne so realne čakalne dobe. O tem tudi, recimo, kar je bilo v dnevniku napisano, da ortopedija še ni urejena, tudi pri ortopediji treba videti, da določene bolnišnice praktično skoraj nimajo čakalnih dob, določene imajo pa leto in več. In naša tabela in naša informacija je namenjena temu, da se ljudje orientirajo v tisto področje, kjer je čakalna doba zelo kratka. Pozvali smo tudi pacijente, da nam sporočijo, če kaj ni res od tega, in do zdaj prišlo samo 5 pripomb. Torej, spletna stran je odprta, o tem obveščamo, ker želimo videti, ali so prave informacije, ki so jih bolnišnice podale. In za čakalne vrste pa pripravljamo uredbo, ki je še vedno v medresorskem usklajevanju, ki bo tudi definirala, to bo pa z uredbo definirano, kako naj pacijente pozivajo tako na primarnem kot na sekundarnem nivoju, predvsem bi pa tam naj bilo opredeljeno, da se v čakalnici čaka manj kot 1 uro. To bi bil naš cilj, ki ga bi postopoma naj dosegli, vse veste, to tudi z predpisom ne bo šlo, to bo šlo s spremembo kulture zaposlenih in vseh. In do tega je v nekaterih bolnišnicah, pa recimo lahko to že pokažemo, pa tudi v zdravstvenih domovih. Ampak to je proces, ki ga bo treba naslednjih nekaj let peljati in res dati pacientu spoštovanje do njegovega časa. 5 ur čakanja, hoje sem in tja z različnimi listki, namesto da bi šlo preko informacijskih poti, to je nedopustno za današnji čas in to je gotovo zadeva, ki jo lahko organizacijsko pa v bodočnosti pouredimo.